Pozdravljeni, spet smo z vami dijaki GFML. Prihodnost mladih v Evropski uniji nas zelo zanima, zato smo o tem razpravljali z zanimivimi gosti. V zadnjih letih se je Evropska unija večkrat zatresla. Nezaposlenost mladih, demografski kazalniki, migracije, rast populizma, Brexit, teroristični napadi, demokratični deficit in tako dalje. Kakšna je prihodnost EU? Kakšna je prihodnost mladih? Kje so največji izzivi? Kateri od scenarijev, ki jih je Evropska komisija predstavila v beli knjigi, bo obveljal? In kakšna je prihodnost Slovenije v Evropski uniji? Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja so dijaki drugih in tretjih letnikov ter bralci spletnega medija sobotainfo.com skušali poiskati z osrednjimi gosti EU foruma, evroposlanko Tanjo Fajon, poslancem v Državnem zboru Republike Slovenije in predsednikom odbora za zunanjo politiko Jožefom Horvatom ter direktorjem Zavoda Evropa misli Draganom Barbutovskim. Mene vedno veseli imeti razpravo s komorkoli o Evropski uniji, z mladimi pa še posebej, ker je to ta generacija, ki bo pravzaprav najbolj doživela in živela to Evropsko unijo v prihodnosti, o kateri se pa danes pogovarjamo. In mislim, da moramo mi, kot neka vmesna generacija, omogočiti te razprave z mladimi, zato da jih slišimo, prvič, da jih moramo poslušati in tudi slišati jih moramo. In to je lahko samo tista osnova, ko bomo govorili o prihodnosti Evropske unije, prihodnosti Slovenije, Evropske unije in prihodne generacije. Zato me vedno veseli se sreča z mladimi, angažiranimi državljani, mladimi, ki pa jim seveda ne dajem jaz vedno tudi kak izziv včasih in to je to, da morajo se tudi svoje odgovornosti zavedati, ker konec koncev, kakorkoli se sliši malo fraza že oguljena, prihodnost je na mladih, ampak jih moramo poslušati in jih nekako vključiti v te razprave in me veseli, da danes smo v Ljutomeru lahko govorili z mlado generacijo o prihodnosti. Tudi mene marsikaj skrbi ali pa razočara, 15 let spremljam Evropsko unijo politiko in se je marsikaj spremenil. Ni več tako, kot je bilo, ampak tudi svet se zelo spreminja in globalizacija in kako živimo močno vpliva na to, kako se odvija in razvija Evropska unija. Res je, da smo zadnjih 8 let šli čez krize od gospodarske, ekonomske, socialne, potem z brezposelnostjo mladi, napetosti v naših soseščinah, nazadnje do migrantske situacije. To je pač razvoj dogodkov v svetu, ki močno vpliva tudi na Evropo. So tudi pozitivne zgodbe v Evropi. Jaz bom še vedno trdila, da Evropa, če ne bo povezana in delovala skupaj na ključnih strateških področjih, nobena država v tem svetu globalizacije, ko imamo izzive od terorizma, migracij, do vojen, do energetskih, podnebnih izzivov, nobena država, ali je velika Nemčija, ali je majhna Slovenija, sama ne bo mogla v takem svetu preživeti, ki je danes v marsičem drugačen kot desetletja nazaj. In jaz bi rekla, da v zadnjem letu smo šli tudi čez pozitivne zgodbe, če gledamo samo ekonomsko in finančno krizo, da smo prišli do mogoče spoznanja prav po Brexitu in po Trumpu prejšnje leto, če pogledamo zadnje javnomnenjske raziskave, išle so prejšnji teden, da med Evropejci še nikoli ni bil toliko visok občutek, da potrebujemo Evropo, kot je bil pred desetletjem nazaj. Vrnil se je občutek med Evropejci, mogoče zaradi strahu, mogoče zaradi tega, kar so doživeli z Veliko Britanijo, ker tam je občutek strahu, kaj se bo zgodilo, tudi kar se je dogajalo na Nizozemskem na zadnjih volitvah. Ta porast, nevarnost populizmov, skrajne desnice, strahu pred vsem neznanim je zelo prisoten in ljudje so začeli čutiti zmer bolj po Evropi, da si želijo predvsem na ključnih področjih skupno sodelovanje držav. In ta ključna področja, če jih gledamo po zadnjih javnomnenjskih raziskavah, so od varnosti naprej do vprašanja migracij, kako skupaj upravljati neko skupno politiko, ki bo zaščitila državljane v Evropi. Dogodek, ki si ga je bilo mogoče tudi neposredno ogledati na naši spletni strani, je bil organiziran kot ena od dejavnosti, ki jih šola upravlja na poti, da bo pridobila naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Kljub vsesplošnemu prepričanju, da mladih politika ne zanima, so dijaki pokazali veliko zanimanje za omenjene vsebine in se strinjali z izjavo enega izmed gostov, da EU politika ne sme biti več samo zunanja politika, ampak notranja. In sam osebno zagovarjam, še kako zagovarjam kroženje možganov, če smeva temu tako reči. Seveda, nikakor pa
ne morem pristati v to, da bi mladi in tudi malo manj mladi odhajali, da bi bili dejansko tako kot recimo moj dedek, ko že pred Prvo svetovno vojno iz ekonomskih razlogov šel v Ameriko, se sicer vrnil, hvala Bogu, ne? Ampak jaz želim si to, da bi se vi dejansko vrnili. Zdaj, zakaj pa se vsi mladi po zaključenem izobraževanju ne vračajo? Res je, zato ker vidijo nekje, da v neki drugi državi, katerikoli pač, lahko svoje potencijale boljše udejanijo, boljše uresničijo. To pomeni, da je nažalost Slovenija manj perspektivna, tako pač ocenijo. In zato včasih tudi pravim, da se Evropa začne doma. Tukaj mi v Sloveniji, naša slovenska politika, neodvisno od Bruslja, mora ustvariti takšno okolje, da bo ta država perspektivna. Evropska unija smo mi, članstvo v Evropski uniji nam prinaša mnogo več, kot se zavedamo. Tudi letos smo razveselili najmlajše s predstavo Pisani tobogan. Prav tako so lahko spoznali, da so kemijski poskusi izvedljivi že v vrtcu. Kaj se zgodi, ko otroci ostanejo sami doma? Kaj počnejo? Svet igre in plesa, ki nastopi, ko ni odraslih v bližini, sta obiskovalce tradicionalne predstave Pisani tobogan popeljala Ajda in Klas, ki sta se razživela in se prepustila igri. Svoje norčije sta vključila tudi obiskovalce. Pred njimi se je odrtel svet glasbe, plesa in igre. Na oder so stopili dijaki predšolske vzgoje, ki so pripravili 10 glasbenih in plesnih točk. Predstavo sta vodila Ajda in Klas, osrednja lika istoimenske gledališke igrice, ki je s svojimi humornimi elementi zabavala otroke, končala pa se je s poročilom o vrednotah. Komaj 7 let sem upela, ko je moj očka, vajen dedek, hudo zbolel in umrl. Nekaj dni pred smrtjo mi je podaril skrinjico s krasom žita in seveda Ajde. Deklica moja, nekoč bosta ti ali tvoj brat nadaljevala delo na kmetiji. Nikoli ne pozabita, da nam zemlja daje kruh in številne druge hranite. Oče, tako rada te imam. Zvoli Klas žita in Ajdovo zrnje. Naj te spominjata name in dobro jo čuvaj. Čuvala jo bom kot največji zaklad. Hvala ti. Na kmetiji je ostal moj brat, vajen stric. Midva so pa največje bogatstvo poimenovala po tem dedkovem darilu. Kakšno bogatstvo, mama? Vidva sta najno bogatstvo, zato so ga poimenovala Ajda in Klas. Tega pa res nisem videla, mama. Tudi jaz ne. Zakaj nam pa tega nisi povedala že prej? Bila sta še premajhna, da bi razumela. Sedaj razumela, pa ne Klas? Seveda razumela. Vesela sem, da so svoje stroške videla z nami. Orfe, ki so navdušili s prav posebno točko, imenovano Malica, ko so ustvarili pravo glasbo s pomočjo pladnjev, jedilnega prebora, kozarčkov, loncev, steklenic in kuhalnic.
Klavirskim in kitarskim točkam sta sledili plesni točki Telebajski in Mi gremo pa na morje, vrhunec prireditve pa je predstavljala zadnja točka, pri kateri so sodelovali prav vsi obiskovalci, ki jih je bilo na obeh predstavah kar 400. Skupaj z nastopajočimi so namreč na ritme harmonike, kitare in kontrabasa zaplesali in zarajali po dvorani. Naša šola je že drugo leto vključena v mednarodni projekt YouStart, izzivi podjetnosti za mlade, v katerem sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šolo za ravnatelje. Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. V okviru projekta je v začetku maja potekala zanimiva delavnica za najmlajše s pomenljivim naslovom Mavrična kemija. Danes smo v sklopu projekta YouthStart počele 4 različne delavnice smo imele z otroci stari od 4 do 8 let. Delale smo različne poskuse, ki so vsi vsebovali nekaj kemije, ampak nismo uporabljali kemikalij, ampak vse dejansko živila, ki jih najdemo doma. Potem smo na začetku naredili tudi motivacijski poskus Mavrična pena, ki se je otrokom zdel zelo zanimiv. Še posebej se je obnesla lava lučka, ki je čisto navdušila in otroke in starše. Tako da ja, vsi poskusi so bili otrokom prijazni, pač z otrokom prijaznimi snovmi in pa vse so bile povezane z barvami, zato tudi te delavnice nosijo naslov Mavrična kemija. Ustvarjalni dijaki na gledališkem področju so nam pretekli mesec ponudili novo poslastico, premiero gledališke igre Retro kaseta. Dijaki GFML so se v sredo 19. aprila v Domu kulture Ljutomer premierno predstavili z gledališko predstavo Retro kaseta angleškega avtorja Rovana Atkinsona. V napovedniku predstave je bilo zapisano: v gledališkem študijskem procesu so dijaki sami prevedli tekst znanega komika, ga priredili in obogatili z glasbo, ki se izvaja na odru v živo in povezuje posamezne komične prizore, ki sami po sebi smešijo človeško majhnost, nečimrnost, neprilagojenost. S prepričljivo odrsko ustvarjalnostjo, natančnostjo, pantomimsko izraznostjo, odrsko karizmo in umetniško vsestranskostjo so se odlikovali Bernard Rebernik, Alen Trstenjak, Maša Marič, Lara Varga, Grega Pojbič in Primož Zavec. Predstava je nastala izključno v izvedbi dijakov, še posebej pa se je svojo umetniško angažiranostjo odlikoval dijak 4. letnika Bernard Rebernik. Zavedam se, da ste zelo zaseden moški, ampak po mojem mnenju ta problem ne more biti obravnavan preko telefona. Seveda ne, gospod ravnatelj, če je Tomi v kakršnikoli težava, povejte čim prej, v čem je problem. Odkrito povedano, Tomi je v zelo velikih težavah. Veste, zadnje čase je njegovo obnašanje zelo nedostojno. Vem ti. Pričel je redno zamujati in to celo pri urah športne vzgoje. Gospod Perkins, tudi z domačimi nalogami zamuja. Veste, gospod Perkins, če ne bi bil mrtev, bi mu kar dal ukor. Kako prosim? Ja, če ne bi ležal tam v krsti, bi ga kar nagnal iz šole. Poleg ležal v krsti? Ja, leži tam, trd kot kamen in čisto brez pigmenta. Veste, dečko nima nobenega smisla za zmernost. V nekem trenutku kar divja naokrog kot avion, v naslednjem pa je čisto nepremičen. Ja, in celo začenja malo smrdeti. A kako je umrl? Ja no, gospod Perkins, a je to res pomembno? Ja, seveda je pomembno! Veste, vse
Vse se je začelo s knjižnico. Ja, imeli smo kar nekaj težav s fanti, ki so smuknili v knjižnico in jemali knjige brez dovoljenja. No, vaš sin je bil pri tem ujet in jaz sem dal nalog, da ga pretepejo in je umrl. Ampak, veste, vesela novica pa je, da smo nebridi prava vendarle ujeli in da ne bomo več imeli problemov z izginotjem knjig. Veste, knjižnici sistem... Se opravičujem. Moj sin je bil pretepen v smrti. Ja, gospod Vrtinc, prosim, ne me prekinjati, veste, nisem navajen. Torej, knjižnici... Kaj točno se je zgodilo? Ja, izgleda, da so fantje kar smuknili v knjižnico in jemali knjige. Pa ne med pretepom! Ja, to, jo. Najprej se je zvil skupaj, na to je ležal tam, mislim, bil je čisto... Mrtev. Na poti med mrtve. Gospod Vrtinc, vaše začudenje v sinovi smrti mi zveni zelo zaskrbljujoče. Kar je tukaj pomembno, je njegov odnos. In odkrito povedano, gospod Perkins, vidim, odkot ga ima. Saj pa ga nisem jaz pretepel! To je bilo meni jasno od prvega dne, ko je prišel na našo šolo. No, že takrat sem se spraševal, kako drugačen fantič bi bil, če bi ga vi prej kdaj že pošteno pretepli. Kaj se vam je čisto zmešalo? Jezen sem! Zaradi pogreba sem moral povedati popoldanski pouk v sredo. Pa to je absurdno. Tako je? No, bilo bi, če bi bilo res. Zafrkaval sem se, gospod Perkins, veste, to je moj čuden akademski smisel za humor. Potegnil sem vas za nos, oziroma za sina. Nikoli ne bi odpovedal popoldanskega pouka, da bi pokopal to malo prase. Predstavi je sledilo odprtje likovne razstave, v sklopu katere so svoj likovni talent predstavili dijaki izbirnega predmeta likovno snovanje. Pomemben del razstave predstavljajo tudi dela dijaka Bernarda Rebernika. Celotna razstava je nastala pod mentorstvom in strokovnim vodstvom profesorice Tanje Trajbarič-Lopert. Prvomajske počitnice so kot nalaž za potepanje. GFML-jevci smo prepotovali skoraj celo Evropo. Zadnji aprilski dnevi so na GFML rezervirani za vse, ki želijo zamenjati šolsko torbo za popotniški nahrbtnik. Cesta jih popelje v širni svet, kjer iz prve roke spoznavajo različne kulture, začutijo velemestni utrip in si razširijo obzorja. Skrbno načrtovane in izvedene strokovne ekskurzije udeležencem ponudijo največ, kar se da. Tako so se dijaki prvih letnikov odpravili v Rim, dijaki drugih letnikov so izbirali med Prago in Londonom, nekaj najpogubnejših pa odletelo v Moskvo. Na medpredmetni ekskurziji v Italiji so dijakom želeli približati antični Rim in jih seznaniti s pomembnimi kulturno-geografskimi znamenitostmi Apeninskega polotoka. Na ekskurziji so spoznali veličino vatikanskih muzejev, si ogledali nekaj pomembnih umetniških del, med katerimi je nanje naredila največji vtis Sikstinska kapela. Obiskali so tudi največjo baziliko na svetu. Na sprehodu po Rimu so na vsakem koraku naleteli na antične ali renesančne spomenike. Potovanje je segalo vse do Neapeljskega zaliva, kjer so občudovali lepoto mesta Neapelj, obiskali Pompeje in se povzpeli na Vezuv. Dijaki so bili navdušeni nad velikostjo Pompejev in ob zanimivi predstavitvi vodičev spoznali utrip življenja nekoč svetočega antičnega mesta. Dijaki drugih letnikov so iz češke prestolnice prišli polni novih vtisov. Najprej so si ogledali razstavo Retro, nato nadaljevali z ogledom mesta ter muzeja slavnega literata Franza Kafke. Naslednji dan so se odpravili v svetovno znani živalski vrt. Spoznali so se z različnimi eksotičnimi vrstami živalmi iz celega sveta, popoldne so imeli nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje mesta. Potem so se odpravili na grad Hračani, ki je največje grajsko poslopje na svetu, kjer so se nadihali žive zgodovine grajskih zidov. Zadnji dan so si na poti domov gledali še dvorec Hluboka ter pivnico, povsod pa jih je spremljal sneg. Dijaki, ki so se namenili v London, so se iz prijetnega hotela vsak dan odpravili v središče mesta in na okoliška področja ter si ogledali observatorij in ničti poldnevnik na Greenwichu. Parlament s slavnim Big Benom, kitajsko četrt ter še mnoge ulice, trge in zgradbe, znane iz filmov in s fotografij. Obiskali so Buckinghamsko palačo in si ogledali menjavo kraljične straže, muzej voščenih lutk, Madame Tussauds
Prirodoslovni muzej in Britanski muzej. Nakupovali so na ulici Oxford Street, popeljali so se na velikem kolesu London Eye in z ladjo pluli po reki Temzi. Preizkusili so večino prevoznih sredstev londonskega javnega prometa, veliko pa so tudi prepešačili. Posebno zanimiva izkušnja je bilo srečanje z bivšim dijakom GFML, Philipom Smithom, ki končuje študij v Angliji. Dijake je povabil v študentski kampus, v katerem so si ogledali univerzitetno mesto, pokukati pa so smeli tudi v sobo v študentskem domu. Philip jim je pojasnil tudi tekmovalno naravnanost izobraževalnega sistema v Angliji. Obiskali so še Cambridge, mesto blizu Londona z eno najstarejših in najuglednejših univerz ne samo v Združenem kraljestvu, ampak tudi na svetu. Seveda pa so predvsem poslušali, govorili, brali in pisali v angleščini ter tako pridobivali in utrjevali znanje tega svetovnega jezika. In to v njegovi edini pravi, britanski različici. Kljub temu, da so bila potovanja naporna, so bili vsi dijaki na koncu zadovoljni, saj so zelo veliko videli in se še več naučili. Dijaki drugih letnikov so se 4. maja odpravili v Idrijo, kraj, ki je znan predvsem po idrijskih čipkah in rudnikih živega srebra. Da bi čim bolj spoznali srebrni kemijski element, so se spoznavali z njegovimi lastnostmi v Muzeju živega srebra, kjer so s praktičnim delom utrdili znanja, ki so ga tam prejeli. Od tam jih je pot peljala v idrijsko črpalno napravo, Kamšt, ki je znano po največjem vodnem kolesu v Evropi. Nato so se preobrazili v prave rudarje s čeladami in zaščitnimi oblekami ter se podali v Antonijev rov, ki je kot opuščen in predelan rudnik dostopen za ogled. Za konec pa so še obiskali rudarjevo hišo, v kateri so spoznali, kako je življenje potekalo nekoč. Enodnevna ekskurzija naravoslovne tematike se je končala s postankom na dobrem kosilu v Ljubljani, dijaki pa bodo pridobljeno znanje pridno dokazovali pri pouku kemije in fizike. Festival frankofonske glasbe je že tradicionalna prireditev, ki pa smo jo letos prvič gostili na naši šoli. V Ljutomerskem domu kulture smo v sredo 10. maja preživeli izjemen francosko obarvan glasbeni večer, ki so nam ga pričarali dijaki frankofoni s svojimi mentorji iz 11 slovenskih šol. Gre za tradicionalni festival frankofonske glasbe, ki je prejšnji 5 let potekal na drugi gimnaziji v Mariboru, letošnjega 6. po vrsti pa je gostila naša gimnazija. Dogodek je bil podprt strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Francoskega inštituta v Sloveniji. Zvrstilo se je kar 17 odličnih pevskih točk v francoskem jeziku. Tu m'aimais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? Encore, tu ouvres la porte, je te garde dans mon cœur et mon cœur te sépare. Ce marronnier avec 4 bouchons, la vérité sur mon trébuchet. Est-ce que c'est que quand tu touches le fond, il y a peu de danger que tu peux te réfugier? Tu peux compter que ce chaque parent, parce que les amis, eux disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, il est seul, meurt seul. Ma route, oui, il y a eu de moi, oui, de l'aventure dans nos vies. Une vie de route, sur ma route, oui, je comprends les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route, yeah, sur ma route, yeah. Rdeča nit letošnjega festivala sta bila ljubezen in prijateljstvo. Na odru sta se tekom festivala večkrat pojavila Mali princ in lisica ter podelila z nami nekaj svojih življenjskih resnic, od katerih najpomembnejša je prav gotovo. Tudi dijaki frankofoni iz filmskega oddelka so se za ta večer posebej potrudili in posneli krajši film o prijateljstvu. Njihovo glavno sporočilo pa je bilo, da svoje prave prijatelje spozna šele, kot je resnično hudo. Za lepšo sceno na odru so poskrbeli likovniki. Izdelali so ogromen grafit na kartonski lepenki s francoskimi pojmi, pomembnimi za pravo prijateljstvo.
Pred nami še je zadnji mesec šole, ki bo sigurno poln zanimivosti in aktivnosti. Zato nas glejte spet prihodnji mesec. Adijo!